V društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja so tako kot vsako leto tudi tokrat pripravili letno likovno delavnico slikarjev paraplegikov iz vse Slovenije. Nekateri zaradi invalidnosti ustvarjajo tudi z usti. Ja, to je delavnica, ki je vsako leto v našem programu in tudi skrbno načrtovana, tako organizacijsko kot po zmožnosti finančno. Veseli nas, da nas je danes obdarilo tudi tako vreme, kajti to je tudi razlog, da se delavnice udeležuje kar lepo število članov tudi ostalih lokalnih društev paraplegikov iz Slovenije. Se udeležujejo vsi člani iz cele Slovenije, iz Gorenjske, iz Primorske. Štajerci so prišli, ne. In so pa tudi tetraplegiki, ki z usti rišejo, ne. Drugače pa rišemo vse sorte, od narave, no zdaj trenutno, ko je pomlad, bojo rožice pa tako, ne. Je pa tudi, imamo delavnice, ne samo tle v Novomešči, ne, bomo za naprej poštudirali, kaj bomo malo spremembe naredili. Tudi imamo grafiko, pa tudi rezbarstvo, ne. En je prišel tudi rezbar, tudi rezbari. In vse je vključeno, samo da se družimo. Poleg slikanja pa je veliko vredno tudi medsebojno druženje, izmenjava izkušenj. Dolenjska pokrajina pa za mnoge predstavlja tudi navdih pri ustvarjanju. Moram reči, da kar zelo sem zadovoljen, da prihajam v tele vaše lepe kraje. In ko se človek vozi recimo iz Gorenjskega konca prek Ljubljane do vašega teritorija, človek ob takem lepem vremenu, kot je danes, dobi kar kakšno tak lep navdih, rečemo za ustvarjanje. Sem pri društvu paraplegikov oziroma pri zvezi paraplegikov član likovne sekcije. Ustvarjam že približno 10. leto. Letos je bil sušen let. Imam, ne vem, ene rožice so mi prišle na pamet, kaj pa vem, da še nisem se hudo zagnala v ta posel. Ne vem, čas mi tako hitro teče, da ne vem, no, 24 ur je premalo. Pri ustvarjanju smo zmotili tudi Benjamina Žnidaršiča, ki je polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami. No, z usti pravzaprav slikati ni tako težko, seveda moraš pa trenirati, moraš tako kot vsako stvar se naučiti in tisti, ki vztrajajo v tem, seveda pravzaprav nimajo nobenih težav in razen tega, da te včasih usta bolijo, da te mogoče včasih vrat boli, pa to, da vztrajaš, da imaš voljo za tem, da slikaš, pa ljubice ti mora nekaj ustvarjati in nekaj svojega življenja narediti. Z usti, ki so člani Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami, nas je iz Zveze paraplegikov 10. Seveda pa so tudi nekateri, ki slikajo z nogami. In imamo tudi podmladek, ki je v naših vrstah. Miran Jernejšek, reden obiskovalec tovrstnih srečanj v Novem mestu, pa se poleg slikanja ukvarja tudi z rezbarstvom. Nekaj svojega znanja je prikazal na letošnji delavnici. Pravzaprav sem z rezbarstvom začel, slikarstvom pa malo kasneje, ko sem se priključil našim tem umetnikom tu. Sem začel tudi slikati pod vodstvom mentorjev. Povejte mi, morda kar malo pišete, kaj torej ustvarjate v Novem mestu tokrat, kaj ste si izbrali? Ja, da imam to, da moram grozd narediti na listu trte vinske. To tudi največ delam tega. Pa tako poklonim prijateljem, ko moja Gorica pa tako. Kljub temu, da si invalid, se moraš vključiti v družbo, poudarjajo naši sogovorniki. Tako da mislim, da je prav, da se tudi invalidne osebe udejstvujemo teh tečajev. Eni na likovnem področju, veliko članov pri zvezi je, ki se ukvarjajo s športom. Vsak se najde, recimo, če le hoče, da se najde nekaj tistega, kar ga veseli. Zato moj mot ali pa moj tak nasvet je ta, da ne glede kaj si, od kje si, kakšen si, delaj tisto, kar te najbolj veseli in veš, da boš pol srečen. Na letošnji delavnici ponavadi prinesem slike, ki jih dokončujem, ampak tukaj sem se lotil enega šopka
tacga že malo abstraktnega. Upam, da mi bo rado. Seveda pa so v društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja dejavni tudi na številnih drugih področjih. Izvajajo približno 10 posebnih socialnih programov. Predvsem smo dejavni na teh področjih, za katerih država za nas ne poskrbi oziroma pa so za nas težje dostopni, predvsem zaradi ovir, arhitekturnih ovir. To nudimo mi svoje prevoze na programe, kot so preventivna dejavnost, ohranjevanje zdravja, rekreacija, šport, kot smo že omenili, to likovno dejavnost. No, je pa še kup teh stvari, ki jih člani osebno koristijo, ker naše društvo pa jasno jim to omogoča. To nam omogoča tudi naši lastni prostori, ki so tako rekoč zasedeni, čedalje bolj, in to nas zelo veseli. In lahko smo prepričani, da bo tudi prihodnja slikarska delavnica v Novem mestu deležna lepega obiska.